Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem. Tudi v imenu sourednikov Matjaža Geršiča, Draga Perka in Matija Zorna z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU vas lepo pozdravljam. Torej, tukaj je 15. knjiga v zbirki GIS v Sloveniji oziroma Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Namen knjige je, kot tudi je bil že pri prejšnjih knjigah, predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov, predvsem na območju Slovenije v zadnjih letih. Letošnja monografija se imenuje Modeliranje pokrajine. Vzrok za takšno ime je predvsem v razvoju metod in veliki obilici digitalnih podatkov, s katerimi lahko uporabniki GIS-ov raziskujejo in pripravljajo čedalje bolj natančne modele, ti pa seveda odražajo resničnost. S tem omogočamo boljše spoznavanje našega okolja ter bolj natančno podporo upravljanju in odločanju. V knjigi so tako prikazani rezultati različnih projektov in izsledki raziskav s področij, kot so geologija, geomorfologija, hidrologija, varovanje okolja, geografija, geodezija, arheologija, promet, telekomunikacijska infrastruktura, turizem, kulturna dediščina, daljinsko zaznavanje in še marsikatera druga. Pri izdaji te knjige je sodelovalo prek 40 avtorjev, nastalo pa je 19 poglavij. Celotne knjige zaradi takšnega raznolikega obsega ne moremo tako na hitro podrobno opisati, lahko pa nekako za pokušino omenimo, predstavimo ali izpostavimo nekatera poglavja, tako da ne kažemo tole raznolikost. Naj omenimo recimo Janez Bergant, Peter Kastelic in Irena Bertoncelj so analizirali uporabnost reliefnega koeficienta za zaznavanje potencialnih območij grbinastih travnikov na osnovi posnetkov laserskega skeniranja površja. Potem Drago Perko in Jure Tičar sta analizirala geomorfološke vrednote v povezavi z reliefnimi in pokrajinskimi tipi Slovenije. Liza Stančič, Krištof Oštir in Žiga Kokalj so kartirali reke in obrečni prostor s satelitskimi posnetki Sentinel-2. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik je modeliral območja neolitske poselitve v Panonski nižini. Marko Krevs, Aleš Veršič in Boštjan Rogelj so pomagali pri oblikovanju območij volilnih enot in volilnih okrajev, torej pomagali so oblikovati te nove predloge na področju volitev. Potem Samo Drobne je raziskoval zelo aktualno povezanost med razširjenostjo okužbe s koronavirusom in delovno mobilnostjo med občinami v Sloveniji. Nadalje Tomaž Šturm, Marko Simončič, Gregor Bališ, Primož Uršič in Nika Mesner so prikazali, kakšna je internetna dostopnost v Sloveniji. Andrej Stritar je predstavil planinski geografski informacijski sistem PlanGIS. In naj omenimo še prispevek Ksenije Kovačec-Naglič in Grega Žorža, ki sta predstavila prostorske podatke na področju varstva kulturne dediščine. Tako, s temi primeri sem nekako poskušal prikazati to raznolikost, ki smo jo zajeli v pričujoči knjigi. Vsekakor pa bo bralec v knjigi našel še nekatere druge novosti in primere uporabnosti geografskih in informacijskih sistemov. Hkrati se bo lahko seznanil tudi z zanimivimi rezultati raziskovalnega dela, in zatorej bom nekako s temle zaključil. Vsekakor pa vas vabim, da si knjigo ogledate v tiskani ali pa tudi v digitalni obliki, saj je slednja v celoti dostopna na spletnih straneh založbe ZRC. Hvala lepa.